Dobrodošli. Moje ime je Leon Šikovec, prihajam iz Sberbank, sem današnji gostitelj. Na moji desni gospod Gregor Humarca, generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije. Potem imamo odbojkarici Bernarda Baroni in Manica Bulc in pa odbojkarja Tadeja Boženka in Anžeta Bakšča. Dobrodošli pri nas. Grega, vsako leto na tem mestu govorimo o nečem novem. Minuli vikend smo spremljali prvo državno prvenstvo v odbojki na snegu. Mislim, da presenetljivo udeležba 13 ekip. Zdaj nas čaka evropska serija v Kranjski Gori, udeležba še močnejša. Sledi prvo evropsko prvenstvo. Zdi se, da nekako tovrstnih odbojkarskih projektov ne zmanjka. Zakaj ste se na Odbojkarski zvezi odločili, da svoje aktivnosti v tej panogi še povečate? Ja, v bistvu vse skupaj je to nekako poslanstvo Odbojkarske zveze, ne? Da po eni strani seveda sledimo trendom in smernicam svetovne in evropske Odbojkarske zveze. Seveda tudi partner banka Sberbank je prepoznala ta potencial teh projektov in nam seveda z velikim veseljem sledi na tej naši poti. Seveda po drugi strani pa želimo tudi zagotoviti našim igralcem in igralkam oziroma in panogi, da se razvija, da igralci in igralke lahko nastopajo tudi na tako visokem nivoju. Državno prvenstvo je res super uspelo, moram se na tem mestu tudi zahvaliti smučarsko-skakalnem klubu Alpine Žiri. Nekako z roko v roki smo nekako, če rečemo, nek letni šport, pa zimski šport, izpeljali to prvenstvo in mislim, da tudi na zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo igralcev, igralk, da je bilo tudi udeležba dobra, organizacija super, tako da smo zredno zadovoljni. S tem pa bodo igralci tudi imeli možnost, oziroma tisti prvi, nastopati prvič na Evropskem prvenstvu, ki bo čez dobri 14 tednov, mislim 14 dni v Avstriji. Grega, kaj pa olimpijske igre? Na olimpijskih igrah smo videli v bistvu promocijo odbojke na snegu v sklopu Avstrijske hiše, če se prav spomnim. Mislim, da je tudi odbojka na snegu uvrščena kot kategorija. Načeloma je za naslednje olimpijske igre v Pekingu, tako je. Tako da tudi to je en tak velik motiv za vse skupaj, tako za Odbojkarsko zvezo, kot tudi za igralce, igralke, da nadaljujejo in nadaljujemo na tej poti. In jaz resnično upam, da je to priložnost in da bomo imeli tudi na teh olimpijskih igrah svojega udeleženca. Če nadaljujemo z našimi športniki, kot prva državna prvaka v Sloveniji, v odbojki na snegu, sigurno prestižen naziv, se boste zapisali v zgodovino, ravno tako. Zdaj, Anže, si med prvimi, ki se je od Slovenca preizkusil v odbojki na snegu, igral tudi že kar nekaj turnirjih v tujini. Minuli vikend si se prvič predstavil v Sloveniji, kar se tiče uradnih tekem, in pa prepričan sem, da naslov državnega prvaka tukaj polaska. Kako ti vidiš razvoj tega športa in pa povej mi, kako je bilo igrati v želeh? Zdaj, ta turnir je bil res dobro organiziran. Tako ste rekel, smo bili takrat, mislim, da je bilo vse že tretje leto tiste turnire, ampak takrat je bilo vse to kot neka ekshibicija. Ne vem, pa smo dejansko igrišča, organizacija sama je bila dosti podobna na visokem nivoju in sploh nimam kaj reči čez to naše tekmovanje in upam, da se bo čez leti še bolj stopnjevalo in bo dosti več igralcev prišlo, kajti zdaj res je, da se igra državno prvenstvo še in je bilo mogoče toliko manj drugih odbojkašev, ampak jaz mislim, da se bo to primilo in zakaj pa ne. Tadej si po državnem prvenstvu zdaj čaka izziv Evropska serija. V Kranjski Gori boš znova igral s svojim stalnim soigralcem, Danielom Pukačnikom, ki se ravnokar vrača iz Združenih držav, kjer je nastopil v bistvu na turnirju svetovne serije odbojke na mivki. Ravno bo imel najtežji preskok, v bistvu iz mivke na sneg.
Lani sta skupaj v Kranjski Gori slavila in sezono zaključila na 3. mestu v tej seriji. Letos bo konkurenca še močnejša. Se tudi ti veseliš nastopa na Evropskem prvenstvu v Avstriji in pa kakšen je občutek, ker boš zastopal vse in barve Slovenije? Ja, seveda pač itak, da se veselim Evropskega prvenstva. Slovenijo, kakorkoli je zmeraj dobro zastopati, zmeraj nekaj posebnega, mogoče še večja čas, še več daš od sebe, ko veš, da pač zastopaš res na Evropskem prvenstvu, veš, da si ekipa za pač državne reprezentance in se potrudiš res do maksimuma, da pokažeš, da smo pač Slovenci res športni narod, kakorkoli, da daš vse od sebe. V Kranjski Gori bomo z Danielom, jaz upam, da bo Daniel prenesel to forma, kakorkoli iz Milke na sneg, da bomo pokazali res pač, da znamo še tudi na snegu igrati skupaj, zdaj z Anžeto smo bila dosti dobra zmagala, da pač ponovimo vse skupaj še z Danielom in upam, da obranimo pač to prvo mesto iz lanskega leta. Da še tebe vprašam po olimpijskih igrah, je to izziv? Ja, mislim, da vsak športnik ima nek izziv, pač sploh olimpijske igre. Če bo to vse res, bomo dali vse od sebe in upamo, da pač tudi Slovenci lahko nastopimo na olimpijskih igrah. Bernarda, tudi v nedeljo postala državna prvakinja. Izjiv. Čestitke. Hvala. Pred teboj pa sta še nastopal v Kranjski Gori in seveda v Grajn, kamor pelje državne prvake. Med dekleti imaš od Slovenk sigurno največ izkušenj na snegu, ali pa vsaj po, kar vidimo po tih rezultatih. Kakšna je bila lahko napoved za domači turnir te evropske serije oziroma evropskega prvenstva? In pa hkrati nova soigralka, Manca. Prepričala si jo, da ne bo le na Milka, ampak tudi na snegu. Koliko je bilo to težko prepričati? Ja, situacija je takšna, glede na to, da sem se odločila, da bom evropsko serijo in seveda evropsko prvenstvo v Avstriji odigrala z novo svojo bodočo soigralko na odbojki na Milki, se pravi z Manco. Medtem ko na državnem prvenstvu v Žireh sem igrala z Meto Grbec. Kljub temu mislim, da bova pokazala v Kranjski Gori dobro igro, se pripravljava že zadnja 2 meseca s treningi in seveda tudi zahvala najnemu trenerju, Tadeju Boženku in pa seveda Bernardu Debevcu za tehnične nasvete, taktične nasvete in pa seveda podporo. V Kranjski Gori seveda ciljava na stopnice, kar bo pa pokazalo, bomo pa videli. Jaz bom rekel vso srečo in pa seveda obilo poguma. Manca, bila ste ena najbolj perspektivnih slovenskih odbojkaric, tudi mladinska reprezentantka. Po skoraj 10 letih si se vrnila na odbojkarska igrišča in slišimo, da gre dobro oziroma odlično. Slišimo, da se želiš preizkusiti prav v vseh panogah. Prvič tudi uradno nastop na snegu tokrat v Kranjski Gori. Predvidevam, da je tukaj eno vzhičenje, eno veselje odbojkaša, ki spoznava nov teren in pa neko novo zgodbo. Seveda tukaj pa evropsko tekmovanje zagotovo tudi ne bo lahko. Ja, je velik izziv, no. Jaz sem ponosna na Bernardo, da nam je to omogočila. Je tudi sigurno dobra istočnica za naprej, za naslednjo sezono tudi za Milko. In dala bo vse od sebe, Bernardo ima izkušnja, jaz pa entuzijazem. Je to zmagovalna kombinacija? Jaz mislim, da Je. Je in bo. Mislim, da ste dobili tak dobro istočnico. Na tem mestu bi se zahvalil. Mogoče kakšno vprašanje strani novinarjev. Če lahko malo tuji igralci povete, kakva bo konkurenca, kjer je vredno da ven konkurent, da bo. Kadej? Zdaj v imenih, mislim, da konkurenca so vsi, ne. Zdaj, Avstrijci so res nalotili tega projekta
olimpijske igre oziroma Evropsko prvenstvo in mislim, da edini imajo neko podlago kot veliko željo zmagati, kot biti prvi evropski prvak, zato ker pač to organizirajo doma, tudi Avstrijci so si ne vem, zmislili ta šport, kakorkoli, ne vem točno, ampak prvi so bili, ko so ga organizirali kot turnir, nas dejansko povabili na prvi turnir v Wagrani in tudi tam bo zdaj Evropsko prvenstvo in dosti mislim, da pač Avstrijci bojo zelo visoko ciljali na teh turnirjih. Kaj bo v ženski konkurenci? Mislim, da kar enako. Je pa seveda izziv in tudi ena dobra izkušnja in še enkrat zahvala Odbojkarski zvezi Slovenije za možnost in pa samo organizacije tudi Evropske serije pri nas in možnost igranja na mednarodnem nivoju in pridobitev izkušenj tudi od starejših oziroma tujih igralcev. Tudi konkurenca bo močna. Mislim, kakšno so občutki, igraš na snegu, ne so dnevke, ko je mrtvo element, pa mokr celo. Ja, to je drug šport. Šport je odbojka, samo element. Dosti je enako, mislim, tehnika sama je enaka, ne? Probleme pa so temperatura, pa ta sneg, pa vse. Pogoji pa tudi oblačila so drugačne, obutev predvsem in pa tudi oteženo gibanje in pa paci oziroma reševanje življenja. Dobro je, da se znaš malo prilagajati na terenu. Pač včasih ti malo spodrsne, pač moraš nekaj drugače, pač hitro moraš razmišljati. No. To se mi zdi, da je bistvena razlika med mivko in snegom. No. Da pač sneg je bolj nepredvidljiv in s tem moraš bolj razmišljati, pač če se karkoli pač po nesreči so igralci v tebi, kaj boš naredil v dani situaciji in pač najhitreje možno odreagirati. No. In to se mi zdi, pač, da je res tako je razlika poleg temperature. Ostalo pa se mi zdi, da je dosti podobno. Že kaj pa recimo, zjutraj, ko prideš na sneg, je v bistvu zelo trda podlaga. Bolj kot gre proti koncu, podlaga postaja mehkejša. Kako se temu prilagajati, kako to v bistvu spremljati, koliko težuje to igro? Zdaj, res je, prve tekme so ponavadi, niso tak realni pokazatelj odbojke na snegu, ker čez čas se res temperatura naraste čez dan, če imaš to srečo, sneg je drugačen, bolj tekoč oziroma mehek, z kopački rijemo in je dosti bolj podobno mivki, dejansko so ti na pot te grudice snega in pa ne vem, treba je se prilagoditi, kjer je manj trdo, bolj trdo, kako igrati sredina, stransko. Je dosti takih različnih tehnik in pa na to povem, da dejansko med nasprotniki bolj si se naporedi na snegu, kot pač mogoče na mivki, kjer so pač veliki, višji igralci imajo, kot recimo več vsega bloku, so lahko močnejši, tu pa sneg kar malo naredi 50-50, večji si počasnejši. Vabljeni sigurno v petek, ko začnemo z prvimi tekmami, kvalifikacijami v Kranjsko goro. Zaključimo v nedeljo. Spremljali bomo res ogromno število ekip iz 13 držav, tako da sigurno vredno ogleda in obiska.